Dober dan in pozdravljeni na mojem YouTube kanalu. Moje ime je Damjan in večkrat naredim kak unboxing. Danes bomo uradno odprli tega MacBook Proja. Uporabljam ga že dober mesec in tako da bo ta video tudi nekakšen review po enem mesecu uporabe. Predlagam, da skočimo na intro, pol pa začnemo. Evo ga, tako, jaz sem nazaj. Pa dajmo kar narediti ta unboxing na hitro. Embalaža klasična Appleova, čist dober unboxing experience. Se pravi, v škatli imamo tega MacBook Proja, se pravi to, za česar delamo unboxing. V škatli je še ta napajalnik, USB-C in pa navodila. To je pa to, kar je v škatli, nič posebnega. Človek bi pričakoval še kak dongle v škatli, glede na to, da smo ostali brez priklopov, ampak tako pač je pri Appleu, treba je to kupiti posebej. To je to, kar se tiče unboxinga. Zdaj bi pa z vami delil svoje izkušnje po enem mesecu uporabe s tem prenosnikom. V bistvu gre za MacBook Pro 15-inčni z Retina displejem, 2.8 i7 procesor, 256 SSD diska in pa 16 GB RAM-a. Ima touch bar in to je pa to, kar se tiče teh glavnih specifikacij. Na strani vidimo, imamo dvakrat USB-C priklop in pa na drugi strani dvakrat USB-C priklop in pa port za slušalke. Kot pri vseh MacBook računalnikih se tudi tega lahko odpre z eno roko. Vsaj razmerje med močjo vzmeti in pa težo prenosnika v nulo dodelamo. Se pravi, tisto, kar mi je zaenkrat všeč, se pravi plusi v primerjavi z MacBook Airom, ki sem ga uporabljal do sedaj, je definitivno ta čitalec prstnih odtisov za prijave na spletne strani, kjer so potrebna gesla. Definitivno mi je všeč bistveno večji trackpad, ki deluje fenomenalno. Delal sem že z večjimi različnimi prenosniki in nisem še na nobenem imel takšne izkušnje z uporabo trackpada. To dejansko deluje kot nek pameten telefon, kar se tiče dotikov in tega je res, to imajo super dodelano. Displej, tudi pozitivna lastnost tega prenosnika, ker je črna, res črna in to je za obdelavo slik in pa videa super. O tem, da je hitrejši od MacBook Aira, najbrž ne rabim razlagati. Prejšnji renderi, ki so trajali recimo po pol ure ali več, je zdaj to gotovo v par minutkah. Naredil bom tudi eno tako direktno primerjavo med tem MacBook Projem za 2800 evrov in pa MacBook Airom za dobrih 1000 evrov, pa da vidimo, če se splača ta investicija. Trackpad, ja, nekateri so proti temu trackpadu. Jaz sem se kar navadil in mislim, da mi dobro služi. Namreč v Final Cutu imam bližnjice grafično prikazane na tem trackpadu in mi kar olajša delo.
pri montaži videov. Pa to je pa to, kar bi bilo v grobem z plusov proti primerjavi z MacBook Airom. Kar se tiče samega dela in funkcionalnosti, je vse enako, kajti na onem je inštaliran isti macOS. Zdaj pa bom povedal nekaj o slabostih tega prenosnika. Pa ne vem, če niso ravno slabosti, je tisto, kar pogrešam v primerjavi z MacBook Airom. Se pravi, najprej porti, tam sem imel 2x USB in pa čitalec kartic. V tem primeru moram vedno iskati tisti dongle, da lahko prenesem slike iz kamere, z GoProja, pa mi je to malo včasih odvečno, tudi pri prenosu podatkov na zunanji disk. V glavnem, vedno je treba imeti še eno dodatno stvar pri roki, katere pri prejšnjem prenosniku nisem potreboval. Stvar, ki pa dobro, zdaj počasi sem se že navadil, ampak ni to tono tipkovnica. Gre za tipkovnico tem butterfly sistemom, to tako imenovano tipkovnico, ki se rada kvari. Mislim, da je to 3. generacija tipkovnice s tem butterfly sistemom, sedaj pa vemo pri 16-inčnem, ta zadnjem modelu MacBook Proja so pa šli nazaj na škarja sistem, ki se bistveno bolj obnese in je bistveno bolj vzdržljiv. Tako da jaz upam, da mi bo tipkovnica zdržala dlje časa, kot napovedujejo, ampak če pustimo samo tipkovnico, tudi tipkanje na tej tipkovnici je tako nekako, ni pristno, no, ne vem kako bi to opisal, ampak ima s tem, ko je manj hoda, je tipkanje nekako tako trdo in se pravi, se je treba kar navaditi, da si pač bolj domač pri porabi te tipkovnice. Tako da na MacBook Airu bistveno boljše in pa lažje tipkam kot pa tukaj. Na srečo nekaj dosti ne tipkam, v glavnem zadnje čase obdelujem na prenosniku videe in fotografije, tako da tukaj nekega tipkanja ni preveč potrebnega. To je pa to. Jaz sem overall zelo zadovoljen s prenosnikom, predvsem navdušen nad hitrostjo in moram reči, da mi je dalo to neko dodatno motivacijo za ustvarjanje videov. Če pogledate na zadnji mesec YouTube kanala, boste videli, koliko videov sem naložil in to je pač posledica tega, da je bistveno vse enostavne, vse gre hitreje in ja, tako je tudi večje zadovoljstvo delati in ustvarjati te vsebine zase in za vas. Tako da zdaj pa je to. Če še se niste, dajte se naročiti na kanal, stisnite palec gor, da boste obveščeni, ko naložim naslednji video. Upam, da bo naslednji video primerjava tega MacBook Pro prenosnika z MacBook Air prenosnikom, katerega sem uporabljal prej. Pa če ste radovedni tako kot jaz, me res zanima, kako se bo obneslo. Naredil bom en take speed test variante, benchmark variante in pa ja, to je to. Še enkrat hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!